Nima ni ročke za prijet človek, bože. Hej, preden si gledaš moj novi video, rad bi ti sam povedal, da je to moja nova osebna stran dinoti.si. Na njej zveš marsikaj o meni, kaj se je dogajalo v mojemu lifeu, imaš povezave do mojih socialnih omrežij, pa še lahko si kupaš majico ali pa hudi, če si faca. To bi mi ful pomenil, pa še dal bi mi motivacijo za naprej. Hvala ti pa, uživaj v videu. Tu je danes M4, 5. generacija, ser tole bomo danes predelali, bomo malo povedali, kako je sploh M nastal, kaj sploh je M in kaj ta avto predstavlja. Ključ smo dobili. Evo ga, moderni pametni ključ, zdaj sem odklenil. Opa, stopazal, šipca gre malo dol. To je vedno pri avtomobilih, ki nimajo okvirja, da gre šipca malo dol, kaj zapreš, gre pa gor. M4 2016 Competition. Oh my god, usnje stari, usnje pa zima, ej, prav čutiš hlad, koliko je mrzlo. Sprav, tukaj je start stop engine. Slišali ste cold start, ga kar dobro predeka, mislim, ta kaspuk glih ni primeren za sosede. Baje so roko že teži lalo model, kva ste delal z avtom. To je pač, kako bi rekel, del tega paketa Competition. Kaj to pomeni Competition? Kaj je razlika med navadnim pa Competitionom? Competition ima tele hude sedeže, lažji sedeže. Ma glasnejši spuh, ma feltne večje, malo ima več moči, 20 konjev, se pravi 440 konjev, 3.0, inline 6, se pravi so cilindri en za drugim, 6 je, pa twin turbo, se pravi 2 turbine ima, da lahko tole zadevo sploh nekam premakne. Zdaj grem jaz do enega mesta, kjer vam bom dejansko pokazal tale avto, malo odzun, malo odznotraj. Se pravi, BMW, mi poznamo BMW-ja, to je pač en izmed 3 svetih nemških pomembnežev, imamo Audi, Mercedes, BMW. BMW malo izstopa po tem, da je bolj športno usmerjen. Kaj sploh M nastal? Kaj sploh M pomeni? M pomeni motorsport, to je v bistvu en oddelek pri BMW-ju, ki skrbijo za racing. Tam v 80-ih v DTM-u, to je nemško tekmovanje avtomobilov. In v 80-ih je Mercedes kraljeval svojo 190. Spravi bil bogi batina. In takrat je BMW rekel, gledaj, zdaj imam pa jaz tega dost. Zdaj bi pa jaz tudi rad malo zmagoval, zato da bi lahko prodali svoje modele, ne. In so rekli, dej, kva če bi mi fuknali iz modela M1. M1, to je BMW, ki je v bistvu v 70-ih pač kraljeval. V bistvu je bilo to tekmovanje M1. A ne, se pravi, to je bil en športan 3.5 motor, noter, tak ful zajeban, dober zgleda avto. In oni so rekli, dej, kva če mi iz tega M1 dal v trojko, v navadno trojko, E30, to je ona škatlasta. In so oni leta 86 vzeli motor, 6 cilindrov, 3.5 ven in dal v E30. Ampak škaj bila fora pol, pretežek motor. In oni so kar odrezali 2 cilindra, tako da so dali not 4 cilindre, 2-3 motor, okoli tam cca 200 konjev. Kaj se je zgodil? Oni so dali ta motor, predelali šasijo, ga poširali, fuknuli vse ven, naredili ta pravi racing avto. In oni so začeli zmagovati v DTM-u, se pravi, takrat je BMW začel lovrike. Ampak na začetku so se ful bali, ej, kdo bo to sploh kupil? In kaj je fora, da ti sploh v DTM-u tekmuješ, moraš dobiti homologacijo. A ti homologacijo dobiš sam, če prodaš 5000 avtomobilov. Se pravi, 5000 E30. In oni so se na začetku ful bali, pa to noven kupil. Ha, so se zajebali, prodali so jih 5, pa 5, pa 5. In evo, še danes se prodaja M-i. Prav prva generacija E30 M3. Ko so začeli, pa je bil E36 92 leta, so pojačali motor, dodali še 2 cilindra, 6 cilindrov, straight. Tam, ne vem, 240 do 300 konjev, odvisno od marketa. Pol, 2000 ga, E46, je spet bil 6 cilindr, 3.2 motor, večji motor, 320 konjev. Leta 2007 je pa prišel E90, pa E92, pa E93, se pravi coupe, sedan, cabrio, so dali pa V8 4.0. To je bil edini V8 v M-u, 400 cca konjev. Leta 2014 je prišel pa ta model, 5. generacija, so pa zmanjšali motor, so dali 3.0, ampak so dali 2 turbine. Moč je zrasla tam na 420 konjev. No 2016 je prišel pa ta model, je pa Competition, se pravi Competition je pa boljša izvedenka, ne. To ima 440 konjev, veš koliko to leti. Jaz sem čist vesel. Jaz poslušam vsak dan Roka, kako je on vesel, ko stisne ta avto. Prvi občutek, ko prideš not v to kabino, vsaj zame, ki sem navajen old school avtomobilov, je, kot da sem prišel v vesoljsko ladjo. Sprav, kakor vidite tukaj tele tahografe v kombinaciji z LCD ekranom. Volan klasičen, trojni, športni, na levi strani imamo za izbiro programov,
M1, M2, to pomeni, da lahko sam sebi nastaviš, kako se ta avto obnaša. Kakor veste, ta avto ima aktivno vzmetenje, to pomeni, da lahko štelaš trdoto amortizerjev. Lahko tudi nastaviš, kako motor deluje, način delovanja. Se pravi, da se vozi počasi, efektivno, varčno, ali pa da je pošast. In vse to lahko naštimaš in si shraniš na te gumbe M1, M2. Tukaj na desni strani imamo še za telefon, na sredini imamo radio, tukaj imamo dodatke karbona, tukaj imamo še en tak infotainment, spodaj imamo pa avtomatski menjalnik, se pravi avtomatski menjalnik, dual clutch, dvojna sklopka in tukaj, da lahko vse skupaj dejansko premikaš. No, gremo pogledati, kako to izgleda. Ko pritisnemo gumb, se nam prižgejo lučke, vspod vidimo avto, ti pove, kdaj ima servis, to je čez 5000 km, na levi strani imamo tahograf kot otroci, to je bilo najbolj pomemben, 330 na uro gre, No, tukaj imamo še obratomer, tukaj spodaj ti pa pokaže dejansko, kjer način delovanja imamo. Gremo pogledati, kaj mene najbolj zanima, če je kaj čričkov. No, tole je pri BMW-ju čisto normalno, da so pač črički. Pač plastika je plastika, ampak moram povedati, da je dost bolj kakor tist M3, ki smo ga včasih imeli, v bistvu s testera. Sedeži, kakor vidite, tukaj gre lahko roka čez. Se pravi, ko so oni olajšali, čeprav ta avto je kar težek. Ne vem točno, koliko kil je, če veste, napišite v komentar. Zadnji je pa glih za parking. Se pravi, vi s takim avtom itak nastopate, ne? In ženske vas gledajo. In ko vi ženske zapecate, jo tukaj vzad lahko tudi spoznate. Se pravi, tole mesto je idealno za spoznavanje žensk, ki dejansko padajo na take avtomobile. Če mi je kaj všeč pri tem avtu, mi je pa všeč ozvočenje. Ozvočenje je pa res fantastično, ima tudi wooferje, vzad ima zvočnike, tako da se počutiš tako v enu kinu. Tale avto je drugače vozen iz Amerike, veste pa po temu, kaj je to? To je kompas, ki ti kaže North-East, ne? Američani imajo pač kompas. Zdaj gremo pa pogledati ven dejansko, kako ta avto zgleda. M4 Competition 2016 3.0 inline 6-cylinder twin turbo 440 konjev. Da se to tudi načipati na 500. Pa tako vam povedal, zdaj toliko malo, ker sem ga vozil, avto ima moči, da glava peče. 20 col feltne, to so te M Competition feltne, kakor vidimo 4-batne čeljusti, zato da lahko to gripne, ventilirani diski. Mi je všeč, da je tukaj v bistvu luft, da v bistvu zrak piči aerodinamično do konca. Je kupe, kakor vidite, to pomeni dvoje vrat, ker je to M4, a ne, je po novem kupe. M3 je pa sedan, čeprav meni ni logično. Bilo bi logično, ker je včasih bil M3, so vsi bili kupeji, zakaj tudi ta ni vstal M3? Sedan, ki ima pa 4 vrata, bi bil pa M4, ampak kdo bo razumel Nemce? Zadnji imamo 285, 30, 20. Spredi imamo pa 265, se pravi ima steger, je zadnji pogon. Zdaj pa pridemo do famoznega zadnjega dela M4. Prvo, kar opazite tukaj je, v bistvu ta barva je tako temna, da sploh ne izstopajo toliko te spoilerji. Če bi bil recimo to bel, bi tale spoiler full bolj izstopal, je pa iz karbona. Nürburgring, ja, Roki je šel na Nürburgring, on folera. Zadnji rori, se pravi, auspuh pri Competitionu je glasnejši, se pravi ima M tono, zaključki so v black chromu, ima tudi letvice v black chromu, cela karbon streha. Zakaj so to naredili? To so naredili zato, da zmanjšajo težo tega težkega avtomobila. Kakor vidite, reže so tudi v black chromu. Tak zgleda, tak besen. Gremo pa mi pogledati, kaj je pod tem pokrovom motorja. Tako, kakor pri vsakem BMW-ju 2x1. Kar vidimo je, da je to en velik nabit motor v majhnem prostoru. In sicer, kar mi najbolj bode v oči, je tale Kevlar ojačevalec. To, da drži vse to skupaj, ker tale motor da ful velik iz sebe in bi vse skupaj pokrivil. Gremo pogledati še, če ima kaj prostora v gepeku. No, gepeka je tako, kakor pri kupejih in sedankah. Majhna prostornina, a ne, ampak globoko. Ok, zdaj smo pokazali znotri, pokazali smo zunaj, malo smo povedali o zgodovini M-ov. Jaz mislim, da je čas, da gremo s tole malo zapeljati. Tako da je brez veze, da govorim. Gremo. Ok, zdaj je razlika automatik, manual. Automatik je ful lažje zapeljati. Ta avto vozi sam. Mislim sam.
seveda moraš voziti, ampak vseeno popravlja napake za tabo. Se pravi, ima sisteme traction control, se pravi, da ne spodrsava, stability control, da te ven ne meče. Res moraš biti debil, da zletiš s takim avtom ven. Ok, če greš 300 v ovink pa zavijaš, katapultirate do lune, hotel sem reči do mune. Veš, on zdaj, kaj je v sportu, on je v prvi, zdaj sploh ne šalta. Dejansko imamo tukaj na volanu ročkice, a se veš to? Ampak sem opazil pri tem avtomobilu, ko voziš hiter, ne dobiš toliko feedbacka nazaj, zato je toliko dobro izoliran in se ti zdi, da greš počas. In potem skozi te sil, daj gas! Daj gas! Ok, bom jaz dal tole komfort, ka na M2 imam komfort, in se res pozna. Dejansko, ko je komfort, požira neravnine, relativno dober. Mislim, dober. Če jaz gledam na moja šajtrga S2 Jurija, ki je res, kako bi rekel, go-kart, ki čutim vsak kamenček na tleh, tole bi se lahko rekel, da je tako čist civilen avto. Na kar, ko pritisneš M1, se pa spremeni v M4 bis, 440 konjev. Pa če furi grejo, pa še načipajo na 500 konjev. Jaz sem se prvič srečal z BMW-jem, ko je Rok imel E46, takrat sem ga vozil, to je bilo 6-7 let nazaj, imate video tle. Avto je imel SMG, to pomeni avtomatski menjalnik, takrat, ko je ven prišel, so vsi hoteli avtomatski menjalnik, ampak pol so ugotovili, da je menjalnik za en kurac bil in dejansko je zabijal in to mi je bilo tako ful čuden. Pri temu menjalniku so pa to poritali, avto se pelje k putarček. V bistvu ga je ful lahko pelat. Bomo dali malo v M1, da malo slišimo tale zvok. Počas. Po mitvah se vozimo. Jaz moram predstaviti. Ok, prvo, kar sem opazil, je, da ta avto, da mu rad skozi hoče pobegati. Ampak, kot sem rekel, stability control ga skozi drži. Nakar pri moje S2000, ko ti rit pobegne in pol umre govno v tebi. Pri temu avtu pa si dejansko varen. Ojoj. To se zgodi pri BMW-ju, če preč tiščiš. Odpade ti en del. No, mogo sem se ustavil, da vidim, kva se je zgodilo, ampak en del BMW je odpadel. Očitno smo navajeni pri Nemcih, da to se kar dol pada. Ampak dober, da vidimo, če še vse stoji, da ne bo še kaj odpadal. A boš ti tudi ostal? Ok, cool je. Pri tem avtu je ful značilno, da pokaj iz auspuha, ko se vozaš. Temu se reče pops and pans in je namenjeno izključno za foliranje. Se pravi, če greste čez mest počas, da vas ljudje opazijo, morate prižgati pops and pans. Opa! Vse po umitvah. No, zdaj bi pa rad povedal o neki drugi temi, oziroma enaki temi, ampak drugemu modelu. In sicer, ne vem, če veste, prihaja novi model 2021 M4 in sicer G80. Grdoba na 80. Nekako so šli drzno v novi dizajn. Vrgali so mu tele sprednje ledvičke čez cel avto. In ljudje so zgroženi po svetu. Zdaj, različni novinarji poskušajo to nekako na lep način povedati. Ja, pa veš, BMW je drzen dizajn uporabil, pa BMW je vzel to po stare avtomobile. Glej, tako bom povedal, ljudje pravijo, da izgleda zelo, zelo grdo. Katastrofa, jaz ne vem, kaj je BMW mislil. Ampak pustimo se presenetiti, kako bo v živo. Lahko pa tudi to, da se bomo navadili dejansko. Dejansko nas pripravljajo na neki novi preskok dizajna. Zdaj, ko on še izstopa, je grdo. Čez 5-10 let, ko bo pa vsi imeli take velike grile, bo pa to normalno. Bomo pa pogledali nazaj, pa bomo rekli, kva pa je to bilo včasih. Nekako podobno tako kot z modo. Ko zdaj nosiš to modo, se ti zdi cool. Čez 20 let, ko gledaš, a pa tvoji otroci, a pa tvoji vnuki, pa se sam smejo. No, ta nov ima pa enak motor 3.0, twin turbo, ampak ima 480 konjev, pa competition čez 500. A je v redu frizura? Kdo te šišo? Vredi ne noš. Ej, Roki, greva prav tvoj avto, ker tvoj avto je zelo svinski in je sramota, da sem delal video s takim avtomobilom. Roki de la Rosa, si namešal? Ja, lej.
20 let nazaj sem jaz bil nor na kjer avto. Jedna izga kot danes. Na BMW. 318 IS Coupe so bile moje sanje. No takrat, v bistvu on je, ko mi izpit naredil, imel Nissan NX100, a ne? Takrat on še ni vedel, kaj je BMW. Jaz sem vedel, ker sem delal v Saturncu, tam so bile čefurke, sem govoril BMW. Noben je rekla Nissan. No, kako pa to, da si ti prišel na BMW-ja? Ti si bil isto Hondaš. Imel si VTI-ja, Bravota si imel si Megana, Astro GSI-ja si imel. Zato, kar mi je res všeč. No. Vizualno mi je všeč, Okay. do popolnosti. Okay. Pol mi je pa še všeč zmogljivosti, vozna dinamika, vse je tako, kot mora biti za ta denar. Ok, zdaj si povedal dobre stvari. A je kakšna stvar, ki ti ni všeč pri tem avtu? Da, ok, BMW-jaši, vem, da ima tego velik. Prosim, Ni, kva, dej, spomnim me da ti. troši 20 litra na 100 km. 13 litrov ima poraba, ni to huda. Ok, registracija 3000. Dobro, ok, to je, to nimaš kaj, to je pač drago, zato kaj avto drag nov. Roki, prispeli smo. Dej malo pogasu vzad, da slišimo, koliko je to prdeka. Pa malo potegnem, da vidimo tale, kako bo on. Hvala ti, ker si mi posodil avto za test. Ljudi moji, koment, like, share, dodajte Rokija na Instagram. Mi da grejo pa malo se furat, ker vreme je